Nova poslovna stavba, za katero so odšteli dobrih 6 milijonov, je zrasla v bližini stare, v novi industrijsko-storitveni coni čez cesto. Podjetje v družinski lasti je leta 1994 ustanovil Ratko Luzar, ki je novo pridobitev uradno odprl z družino. Njegova 90-letna mama je namreč na mesto traku simbolično prerezala kruh. Teh 28 let je nekje linearno ali pa naravno raslo in zdaj smo prišli do te nove investicije, nove zgradbe. Programiramo, izdelujemo elektronske plošče, module, tako da to je naš posel. Luzar ob koncu leta predaja vodenje podjetja svojemu nasledniku Mateju Slapšaku. Jaz mislim, da si z lastnikom Ratkom deliva podobne vrednote in to je zelo pomemben in smo se najdeli, začutili in sodelovanje vzpostavili zelo dobro, tako da imam upanje, da bo, oziroma prepričan sem, da bomo dobro sodelovali pošteno, kar je pomembno. LTEK, leta 2013 srebrna slovenska gazela med najhitreje rastočimi podjetji, je eden večjih zaposlovalcev in veliko prispeva k uspešnosti šentjernejskega gospodarstva. Nenazadnje vidimo danes na tej slavnostni otvoritvi novih prostorov, kaj dejansko lahko prinese nenehno vlaganje v razvoj, inovacije in nenazadnje tudi v ljudi. V Šentjerneju je gospodarstvo v razmahu in to je en plod tega dela, recimo tudi, ko je bil Ratko Luzar župan občine, je veliko dal poudarka na gospodarstvu in tukaj se je razvila industrijska cona in to je tudi en rezultat te industrijske cone, otvoritev te današnje tovarne. Odprtje nove poslovne stavbe, v kateri se jim je pridružilo 30 novih sodelavcev, a jih bodo še zaposlovali, so pospremili številni prijatelji ter domači in tuji poslovni partnerji podjetja, ki jih je sicer prek 200. Z veseljem spremljamo to in verjamemo, da je samo zdrav in dober dobavitelj, tisk se lahko širi in tisk vlaga v razvoj, tako kot vlagamo mi, je naš partner tudi vsekakor v prihodnosti. Za še slovesnejše vzdušje so med drugimi poskrbeli Šentjernejski oktet, pihalni orkester, mladi folklorniki in plesalke, ki so slovesno odkrile skulpturo pred vhodom.